Majda Labotar je v četrtek 13. novembra 2014 v popoldanskih urah v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice predstavila svojo knjigo Zgodbe njenega življenja, knjižico resničnih zgodb. Literarni večer z naslovom Srčki za Lovra naj ohranijo njegovo življenje je tokrat bil nekaj posebnega, z dobrodelno noto namenjen Lovru Korenaku izpod peči ob Dravinji pri Zbelovem, ki ima hudo obliko raka na nadledvični žlezi. Ta vrsta raka je redka bolezen, ki se manifestira s pojavom malignih celic na zunanji plasti nadledvične žleze in spada med karcinome, ki se najpogosteje pojavijo v otroštvu. Njegovo odkritje je zelo težko, saj v zgodnjih fazah ne kaže vidnih simptomov, hkrati pa zelo vpliva na neravnovesje pomembnih hormonov v človeškem telesu. Pri Lovru so ga odkrili šele julija letos v razširjeni obliki. Ta oblika raka je pri otrocih zelo redka, a ima hiter razvoj. V Sloveniji jo odkrijejo povprečno pri 3 do 4 otrocih letno, večinoma v starosti do 4 let in je še vedno težko ozdravljiv. Pri Lovru poteka intenzivno zdravljenje v obliki kemoterapij, odvzema matičnih celic, obsevanja in še mnogo ostalih posegov. Zaradi bolezni in temu nujne primerne stroge diete mora Lovro uživati točno določeno posebno prehrano in prehranska dopolnila, katerih cene so bistveno višje od ostale hrane, ki jo uživajo njegovi vrstniki. Majda Labotar iz Loč je dolgoletna soustvarjalka in voditeljica skomarskih literarnih večerov. Svoje pesmi objavlja v raznih zbornikih in literarnih revijah. Je dvakratna dobitnica priznanja za dosežke na področju kulture občine Slovenske Konjice. Z raznimi pravljicami in otroškimi pesmimi pogosto gostuje v vrtcih in šolah, z otroki z navdušenjem goji slovensko besedo. Leta 2008 je napisala knjigo pravljic Balončkova juha in bila z njo uvrščena v seznam bralne značke v prvo triado devetletke. Ob izidu knjige ni verjela v poseben odziv, češ le kdo bo to bral, sedaj pa jo otroci celo na cesti pobarajo po balončkovi juhci. V knjižni uvod je zapisala: Kar naenkrat se je v meni prebudil speči otrok, prinaša srečo in veselje. Prisluhnite mu, iz srca za vas, dragi otroci. Po duši je Majda pesnica, a v sebi skriva še tretjo plat svojega ustvarjanja. 4 resnične zgodbe, predstavljene v njeni novi knjigi z naslovom Zgodbe njenega življenja, so se dogajale stoletja nazaj. Rdeča nit so ženske, predvsem matere, in njihovo poslanstvo v skromnem življenju. Knjiga o lepi slovenski besedi in prijaznih ljudeh je bila namenjena njej kot darilo ob 50. rojstnem dnevu, njen izid so ji namreč podarili prijatelji. Četrtkov literarni večer so svojim petjem in kitaro popestrile dekliška pevska skupina Pečar iz Reč in Zala Macuh z vokalom ob klavirski spremljavi. Čuti se skuti, kot diki drget, kot šumi šepet sredi minuti. Čuti se skuti, kot diki drget, kot šumi šepet sredi minuti. Lovro je pred pričetkom dogodka za vse obiskovalce literarnega večera narisal še risbico drevesa z jesenskim listjem, ki je dodatno popestrila stojalo s srčki in košarico z bralnimi znamenji in ex librisom kot darilo za vse darovalce prispevkov in obiskovalce. Srčki so bili simbol večera in srčno je bilo celotno dogajanje.
Za pričetek je gostja svoje mnenje o dobrodelnosti podala kar s pesmijo o hvaležnosti življenju. In komaj rojenim nam Bog je podaril čudovite, edinstvene stvari, ki jih imam jaz, imaš jih ti, imate jih tudi vi. Dvoje rok, da lahko delamo in božamo, utrgamo cvet na polju tam in napišemo besedo, rad te imam. Dvoje oči, bit življenjske moči, da z njimi gledamo sonce in sence, svoje starše in svoje ljubke otroke. In ko si zreva iz oči v oči, jaz in ti, besed, rad imam, treba ni. Dvoje nog, zatekanje po preprogi narave, za krčenje čutenja zemlje, za hladno omamo ob izviru tam, za stopanje ob človeku, ki nam pravi, rad te imam. Komaj rojenim nam Bog je podaril srce. Če v resnici ga čutiš, ne potrebuje imen. Hvala lepa. V nadaljevanju pa je sledila čustvena predstavitev 2 zgodb življenja na vasi. Težak porod je pustil strašnih sledov. Umrlo je upanje, da bi gospodarica lahko še kdaj povila otrok. V veži je postajalo vse hladneno, vse zunaj pritiskal hud mraz. Radovednost, dolgočasje sta privedla deklico do tega, da je stopila v zvitko, ki je ležal na klopi. S prsti se rahlo dotaknila mehke delice. Vse ostalo nevidno. Zdelo se je, da bo bitje zavito vodejo pod ledenimi rožami na oknu zmrznilo. Otroška naivnost je vodila, da je odprla gubke na svojem plašču, stisnila zvitek v svoje drobno telesko in sedla nazaj na klop. Glasovi iz izbe so potihnili, utrujenost je premagala in zaspala je. Nenadoma, pa da so zazvonili zvonovi farni cerkvi, kot da so se prebudili vsi glasovi aleluja, odrešenja in sreče. Takšno je bilo njeno prebudilo. Ni zaznala, kdaj se deklice v belem zvitku začeli premikati, a z drobnim, nežnim glasom je pa zarazmeti življenje. Deklici je se zdelo, da skupaj plujete nad višavami in se počasi spuščata na pravi zemeljski svet. V trenutku so ga vzeli z naročja in ga odnesli v izbe. Med pridušenimi klici Boga je slišala silne vzklike veselja in sreče. Čudež, čudež! Ni razumela, zakaj gre. Vedela je samo, da so ji vzeli nekaj, kar si vzela za svoje. Po mnogih zimah je prišla pomlad. Veselo so zazvonili cerkveni zvonovi. Deklica, ki je zrasla prelepo mladenko, je stopala pred oltar s fantom, ki ga je v njegovem rojstvu držala v naročju. Izpolnila se obljuba njegove matere. Postala je gospodarica Marjančevega posestva. A to ni bila samo obljuba. Bila je trdna vest, naklonjenost, ki je vse otroštvo in mladost rasla v njim. Nekaj je bilo v očeh moškega, ki je stopal iz novega oltarja. Nekaj, kar je razumel samo on. Bila je ljubezen. Ko je še skoraj zadremala za mizo, jo je predramilo močno trkanje. Kaj neki je pozabil Štefek, se je vprašala in pohitela k vratu.
Čeprav se je zdelo malo nenavadno, da bi on trkal tako močno in jo čakal. Ker ni bila več prepričana, da se je vrnil njen prijatelj, ampak nekdo, ki hoče skoraj na silo odreti v kočo, je s strahom odprla vrata. Zagledala je dve postavi, oblečeni v zelena plašča, od katerih je curljal dež. Omakni se, ženska, je zarenčal prvi moški, odrinil in stopil v izbo. Sledil je drugi, ki ga Pavlica ni še nikoli videla. Po glasu pa je spoznala prvega. Bil je stari Brezlan, veleposestnik in lastnik bajte, v kateri je sedaj imela svoj dom. Prestrašena se je brez besed umaknila, dokler se obiskovalca nista umirila. Strašansko jo je zeblo. Ker sta imela v rokah lovski puški, je Pavlica ugibala, da sta na lovu za divjadjo zašla v gozdu, zdaj pa sta se pred mrazom zatekla k njeni koču. Brezlan je preklinjal slabo vreme, da je odmevalo pod leseni strop. Prekleto, kako je mraz, še zbolel bom, kako bi se mi zdajle prelegla goveja župca, da bi me pogrela. Iz kota izbe je proti kuhinji stopila mlada ženska. Kam pa kam, je zagrmel. Grem vama po nekaj toplega za v želodec, se je oglasila Pavlica in za trenutek obstala. Tiste vaše kisle čorbe že ne bom jedel. Za pravo vročo govejo župco bi zdaj dal cel tale hrib s kočami vred, tako me zebe. Pa se je česa takega v taki beli in med lenuhi ne moreš pričakovati. Bele kapice zvončkov so končno naznali pomlad. Pavlica je komaj čakala, da bo lahko obiskala svojo hčer. Še dolgo je ne bo mogla pripeljati domov. V temi brezu pa ni videla svetle luči. Vse dokler je nekega dne ni obiskal gospod z veliko črno akrovko. Ko ga je zagledala, jo je stisnilo pri srcu, njegov obisk je lahko pomenil le dvoje. Da se je kaj zgodilo verici, ali pa da jo hoče stari Brezlan izgnati iz koče. A obiskovalec je bil zelo prijazen in je potrpežljivo prebiral dokument, katerega vsebine ni mogla prav razumeti. Besede so plavale v zraku in plesale, kot živo pisani metulji. Dišale so kot mlade smreke in lahko prelivale drugo v drugo, kot žito v zraku. Luč v temi pa se vse bolj prižigala, svetila. Žarela. Nekajkrat je moral ponoviti, gospod Brezlan je držal besedo. Za govejo župco vam je podaril ta hrib s kočami vred. S tem dokumentom je vse vaše. S četrtkovimi srčki za Lovra in vsemi ostalimi dogodki se je vse skupaj zbralo 8368,50 evrov, ki bodo v celoti namenjeni Lovrovemu zdravljenju in boju s kruto boleznijo.